Dobrodošli v Velenju. Velenj, Velenje, Veleje. To je kraj, kjer je biti underground dobesedno služba. Na Velenjskem jezeru je plaža in enkrat na leto Pikin festival. Vid, pa to je raj za lovljenje Pikačujev. V Škalah pri Velenju so leta 1964 našli dokaz, da so tu živeli mastodonti. Danes v mestu najdemo samo še ortodonte. Velenje je rudarsko mesto in to je rudarska stolpnica. A glej, so že pripravljeni na novo leto. Srečno tudi vam. Srečno! Preverila bova, kako je biti srednješolec v Velenju danes in kakšna je bila scena pred 30 leti. Tekmujeva v zadrževanju diha. Tisti, ki mu bo dlje časa uspel zadržati dih, bo ostal v sedanjosti, poraženec pa gre v leto 1984. To je Vid, bodoči študent multimedije. Njegove prstne odtise lahko najdete v večini organizacij in prostorov mladinskega dogajanja v Velenju. To je Bojana. Je novinarka na lokalnem časopisu in dela na Velenjskem radiju. Leta 1984 je bila aktivna v pevskem zboru, pri tabornikih in na tenkotalkališču. So to obleke, ki ste jih nosili leta 1984? Lahko rečem, da so, čeprav moram reči, da smo že takrat poznali različne stile in da smo v tistem času imeli tudi šminkerje. Takole so se recimo oblačili v Velenju takrat rockerji. Kje se žura v Velenju? Žura se povsod. Sam najraje hodim v MC plac, tule za nami. Velenje je bilo mesto glasbe že takrat v mojih gimnazijskih letih, ampak koncertov ni bilo veliko. Rojen in vzgojen metalc, ampak sem v zadnjem času nekako se privadil na druge glasbene stile. Pri meni pa se je kar kmalu začelo s težkim rockom in rockom, ker sem se zaljubila v rockerja. Zato sem veliko časa preživela po zakloniščih, kjer so vadile velenjske skupine. Čak, da šuh trofim. Po defaultu. Jaz grem tja, po defaultu vedno pomislim na to, ali pa kaj takega, ne? Jaz spoštujem tistega, ko robota obvlada. Mislim, jaz ga ne. Meni pa so bili zelo zanimivi plesni gibi pri elektronski glasbi. Duda je bila obvezna. V ustih seveda. Drugače pa ja, humpalo se je, ja. Humpalo? Ja, mi smo rekli humpa. Še vedno rečemo tako. Kako izgleda humpa? Danes se mladina v Velenju ukvarja samo še s telefoni in računalniki. Včasih pa... Fernando. Nekoč so na velenjskih partijih humpali. Legendarni Robodance pa ostaja aktualen še danes.